Terra Anima, naravni pristop do konja in jahanja. Odvračanje plenilcev v krajinskem parku Sečoveljske soline. Zlatovranka, pisana gostja Goričkega. Pozdravljeni v družbi živali in ljudi. Današnjo oddajo bomo preživeli v družbi Terre Anima. Družili se bomo s konji in drugimi živalmi. Kdo je oziroma kaj je Terra Anima? Terra Anima je prevedeno duša zemlje. Je v bistvu društvo za poglobljeno ekologijo, ker smo prepričani, da je treba naravo pogledati na drugačen način, veliko bolj globoko. Na način tega, da vse te reforme, ki jih imamo, od recikliranja do ekoloških ukrepov, da smo že tako daleč zabrodili, da ni več zadosti. In da je edina stvar, ki bo še rešila ta naš svet, da je nek globlji stik, mogoče celo duhoven stik z zemljo in z naravo. In to je nekaj, k čemur se mi trudimo nekako vzpostaviti, naučiti, pokazati. Na kakšen način delujete? Zdaj delujemo tako, veliko imamo delavnic, predavanj, veliko je stika z naravo, stika z živalmi, predvsem s konji, ki jih imamo tukaj. Veliko je tudi umetnosti, ker se mi zdi, da je umetnost tisto, ki odpre nekako vrata v neko drugačno zavedanje, bolj globoko. Vidimo konja, katere živali druge še imate tukaj in kakšen stik s konjem pravzaprav spodbujate? Spodbujamo nekako stik s konjem kot s prijateljem. Strašansko smo proti, da se konje uporablja kot orodje, da konji v bistvu delujejo samo na področju, oziroma samo edina reakcija, ki jo imajo, je zaradi strahu. To, kar je klasično konjeništvo nekako vse splošno sprejelo. Tako da veliko delamo na način sodelovanja, na način učenja telesne govorice, učenja zavedanja samega sebe, učenja svoje lastne pozornosti. Otroke in odrasle učimo, kako pravzaprav se povezati z živaljo, kako se povezati z bitjem, ki ta žival je, tudi z individuumom vsakega konja posebej. In kako konje v bistvu pustiti naravne, take kakršni so, jih ne trenirati, jih ne prikazovati v ne vem kaj, ampak da v bistvu se mi učimo od njih, kako bi mi se mogli spremeniti, da smo lahko z njim, da smo lahko njegov najboljši prijatelj. In pri vsakem konju je potem seveda drugače, ne? Da mu pustimo, da se lahko izrazi, da lahko pove in s tem se pol odpirajo strašanske dimenzije tega, kaj so konji v bistvu nas prišli naučiti, nam prišli povedati. In zanimivo je to, ker ko enkrat vprašaš konja, kaj ti ima za povedati, kaj bi te želel naučiti, je neverjetno. Na kakšen način ste vi to znanje pridobivali? Jaz rada rečem, da so me konji na en način vzgojili. Tako da v bistvu že od majhnih nog nekako sem našla te prave pristne vrednote življenja in povezanosti in ljubezni med živalmi, ne med ljudmi. Ljudje so vedno imeli neke skrivne namene vedno zadaj. Tako da v bistvu se že od majhnega od njih učim. Seveda sem šla v šport, žal v klasično konjeništvo, ker drugega ni bilo, ampak vedno z nekim hudim uporom. In sem si obljubila, da nekega dne, ko se vrnem nazaj k njim, bi želela predstaviti ljudem take, kakršni v resnici so. Zaenkrat hvala lepa. K vam se bomo v naši oddaji še vrnili čez nekaj minut, medtem pa se bomo preselili na Sečoveljske soline. Sečoveljske soline so eno najpomembnejših gnezdišč ptic v Sloveniji. Posebej morda tudi zato, ker tukaj gnezdijo določene vrste ptic, ki jih drugje sploh ne najdemo. Med njimi so na primer mala čigra ali pa beločeli deževnik, tudi recimo navadna čigra, polojnik, duplinska kozarka in še nekatere druge vrste. In Sečoveljske soline so en pomemben rezervat, pomembno, dokaj naravno območje. Je pa res, da so obdane pa kar z
rekel, urbano, kulturno krajino, kjer se človekov vpliv v zadnjih desetletjih zelo močno pozna. Pozna se predvsem v tem, da je vedno več smetišč in določene vrste ptic, rečemo jim generalisti, torej vrste, ki se lahko hranijo z vsakršno hrano, tudi s človeškimi odpadki oziroma odpadki, ki jih povzroča naša civilizacija, so se preprosto preveč namnožili. Jih je preveliko število in seveda taka velika gostota teh ptic pomeni velik pritisk na naravno okolje, predvsem na tiste tako imenovane avtohtone vrste, tiste, ki so tukaj že dalj časa. V Sečovskih solinah zdaj v zadnjih letih opažamo, da so se zelo povečale predvsem populacije sivih vran, kavk in tudi rumenonogih galebov. In vse te tri vrste zelo rade plenijo tudi jajca ptic, ki so recimo tu že teh avtohtonih vrst ptic. Dokler je število plenilcev teh vrst nekako v ravnotežju, potem seveda ni problem. Kadar je pa teh plenilcev preveč, pa lahko povzročijo velik pritisk na te avtohtone vrste gnezdečih ptic. In to se nam dogaja v Sečovskih solinah. V okviru projekta Life Mansalt smo v Sečovskih solinah usmerili naše napore v to, da bomo ohranili zadnje populacije, zadnja prebivališča nekaterih vrst ptic, predvsem čiger, polojnikov, deževnikov. In to nam razmeroma dobro uspeva, saj preko projekta Mansalt lahko uravnavamo vodne režime, popravljamo nasipe, tako da jih voda, recimo teh gnezd poleti, ne zalije, če pride neka visoka plima in podobno. Ta zgodba je dokaj uspešno tekla, dokler nismo zdaj ugotovili, da se pa je zelo povečal pritisk teh plenilskih vrst, vran, kavk, galebov. Zato smo se v letošnjem letu skupaj s študenti Univerze na Primorskem odločili, da bomo poskušali z neko eksperimentalno nalogo in sicer v tej nalogi poskušamo ali pa testiramo, kakšna metoda bi bila najbolj učinkovita, da bi odvračali te plenilske vrste ptic, ki plenijo jajca teh na tleh gnezdečih solinskih čiger in polojnikov in deževnikov. Torej, ali je kaj, kar bi jim morda lahko preprečilo, da bi plenile v takem številu ta jajca. No in študentje so po pregledu literature in tudi izkušenj z ostalimi kolegi začeli izvajati ta eksperiment, kjer preizkušamo reakcije teh plenilskih ptic na jajca, ki so sicer umetna jajca oziroma so prepeličja jajca, ki jih tudi pobarvamo, da izgledajo tako kot jajca čiger, vendar noter ubrizgamo potem neko tekočino, ki ptice, plenilke sicer ne ubije, in je pa neprijetna. In temu se reče pač gabilo, ker se ptici pač gabi. In s študenti zdaj spremljamo, kako se te ptice obnašajo, ko naletijo na tako gnezdo. Naša želja ali pa upanje je, da bi okrog in okrog kolonije teh solinskih ptic nastavili prihodnje leto, ko bodo spet gnezle, ta jajca, ki so napolnjena z gabili, v upanju, da bodo pač te ptice, vrane in galebi in kavke prišli, nakljuvali in ugotovili, da jih to seveda moti, in če jih bo motilo, potem upamo, da ne bodo več plenili tudi jajc, pravih jajc od teh solinskih ptic. Vrnili smo se v Terro Animo, nadaljujemo z našim druženjem s konji. Kakšen odnos do konja pa skušate tukaj razvijati in približati otrokom? Tukaj predvsem želimo razviti en prijateljski, ali pa tako, ko smo iznajdeli besedo konjesrčen. No? To je naša iznajdba te besede, srčen način s konjem. Ne? Konjem že tako smo nekako povzročali veliko stvari, mislim veliko hudega,
da sploh se povzpnemo na njegov hrbet, ker to ni v njegovi naravi. In zdaj saj želimo z neko našo srčnostjo vrniti njim eno darilo nazaj. Ne? Če nas oni sprejmejo na hrbet, damo mi podarimo nekaj nazaj njim v zameno. Ali to je že s tem, da je en naš lep namen, zakaj se sploh povzpnemo na konja. To tudi želimo otrokom pojasniti, da ni njihov hrbet, kot da bi stopili samo se usedali na motor, ampak da je vedno odzad en namen. Da vedno odzad, zakaj na konja, da se pogleda v učke, da naredi ta stik, da ne vidijo samo hrbet, klele gor se bom usedel. In prva je ta največja, da je ta stik, zato tudi večinoma brez sedla, da imajo tudi stik z njegovim dihanjem in konj nazaj do njega. To je ful pomembno. Kakšne konje, katere konje pa imate tukaj, pa tudi verjetno se značajsko zelo razlikujejo? V bistvu ni omejitev. Vsak konj ima svoj karakter, z vsakmu na svoj način pristopamo. To tudi otrokom ali pa ostalim, ki se družijo z njim, povemo, da probajo sami ugotoviti, kaj imajo konji radi. Vsakega je treba drugače obravnavati. In tukaj tudi puščamo ta prostor, da sami ugotovijo, da jim ne povemo, tale je pa tako, pa tukaj ima rad, da se ga tukaj čuhlja, ali pa da ga vodiš tukaj, da si pred njim, pri nekateremu ni treba biti, ampak da probajo to sami, da sami sprobavajo. So pa seveda, ker živijo tako svobodno življenje, prosto, ker so oni zelo socialni, da zelo tudi med sabo sodelujejo, pa se pogovarjajo, so potem tukaj v maneži zelo mirni, tako da se da zelo lepo delati. Pa če mi vnaprej, seveda je to, da mi njihovo govorico vnaprej, oni opozarjajo. Oni že vnaprej opozarjajo z učkom, z ušesi, z repom, če jim nekaj ni všeč. Če mi to vnaprej vidimo, potem ne pride do nikakršnih težav, ali tudi nadaljne. Zaenkrat hvala lepa. Videli smo različne poti, kako živali najdejo svoje lastnike. Včasih pa živali svoje lastnike tudi izgubijo. Takrat jim je potrebno pomagati. Mi smo pred časom spoznali legvanko Zofi. Zdaj jo bomo spet obiskali. Zofi je prišla k meni v bistvu nekega večera. Ker se ji je na kratko povedano ena punca odpovedala, kupila jo je, ko je bila še mladiček, torej ko je bila malo večja kot lani. Se je po 3 letih naveličala oziroma ugotovila, da nima časa, energije, denarja, česarkoli že in da naj Zofi najdemo nov dom. In potem je v bistvu k meni prišla samo za nekaj dni, dokler ne najdemo boljše rešitve, ker jaz sem vedela, da nimam primernih pogojev za legvana. In teh nekaj dni se je zdaj razvlekli v 2 leti. Zdaj v 2 letih nismo našli primernega doma v Sloveniji, kljub intenzivnemu iskanju in oglaševanju in zgodbah in po medijih je bila in po televiziji. Zdaj smo pa našli dom v Angliji. To je prišlo čist naključno. Jaz sem spoznala Stevena, ki ima Tropical Link. Torej ima neko organizacijo, center za eksotične živali in si lahko privošči še enega legvana. Ima vse primerne pogoje. V bistvu bom rekla celo tako, da ko sva se midva pogovarjala, kaj jaz nudim Zofi, je bil on kar malo žalosten. In je bilo tako, nič zelenja ni, razumem, pa sama je bogareva, in je bilo že kar meni malo hudo, koliko je v bistvu jaz ne omogočam tistega, kar rabi, da zdaj bo šla nekam na boljše. Verjamemo, da ta problematika neprimernega ravnanja z ljubljenčki ni omejena samo na Slovenijo in ta zgodba, da nekdo pelje čez pol Evrope tako predzgodovinsko pošast, da rečem, zmaja, ni tako zelo pogosta. Želimo na ta način dobiti malo več pozornosti ljudi. Vemo, da ljudje se odločajo za ljubljenčke, ne da bi vedeli, v kaj se spuščajo. In če lahko mi odvrnemo eno osebo, da zgenerira eno bodočo Zofi, smo že nekaj naredili. Tako da to je naš namen.
rev svojega srčka in je našel rešitev. A veste kakšno? Začel je plesti sanjsko lestev do svoje zvezde. In to je čisto resnična zgodba. Zato, ker šotni mah raste tako, da ko stare koreninice odmrejo, iz tistih požene nove. In skozi višji kupi zemlje nastajajo. In skozi bližje on prihaja do svoje zvezde. In zato je to najdaljša ljubezenska zgodba na zemlji. In ti imaš pa na majčki napisano, imaš narisano zvezdico in imaš napisano Love will save us, ljubezen nas bo rešila. In zaljubljeni mahek je pa tisti, ki nam govori o tem, da je najbolj pomembno od vsega, da se imamo radi in da je pol čisto vse mogoče. V okviru Tere Anime otroke odpeljete takole v gozd, posedete se in tukaj jih učite česa? Mi boste mogoče pomagali, ampak učimo jih tega, da je čarobnost v naravi. Da jo ne rabijo iskati v virtualnem svetu, v risankah, ampak da je pravzaprav vse okrog njih. Da vsak lista govori svojo zgodbico, da imajo storžki celo pravljico zadaj. In tisto, kar želimo, je pravzaprav to, da jih navdušimo k temu, da se začnejo čuditi. To, kar se poskušamo z otroci naučiti, je, da mi zastopimo, da smo del gozda. Se pravi, če bomo hodili počasi, če bomo mirni, če ne bomo razgrajali, se bodo najverjetneje živali približale. In potem se pravzaprav samo učimo nekega spoštovanja, kako pristopiti živalci in kako ne posegati v njen prostor. Pa se pa zelo velike zgodijo čarovnije s potoma, no. Vedno nas pol ali kakšna ptica obišče ali moče rada srečamo. In je to pol tisto, ampak poskušamo pa res na ta način se jim približati, no. Hvala lepa. V naslednjih minutah naše oddaje pa bomo spoznavali svet ptic na Goričkem. Goričko, gričevnata pokrajina v Prekmurju, je poznana po svoji dobro ohranjeni kulturni krajini. Gozdički, izolirani gozdički, travniki, sadovnjaki in vinogradi so tisti, ki dajejo pečat tej pokrajini. Tukaj najdemo številne vrste ptic, ki so drugod redke, pri nas celo nekatere na pragu izumrtja. Tukaj sem z Tomažem, Tomaž, pozdravljen, ki nam bo predstavil ptice kulturne krajine. Kaj je značilno za te ptice, ki živijo tukaj? Ja, ptice kulturne krajine so ene posebne ptice. Obenem jim človek nudi neko krajino, ki jo v naravi brez človeka ne najdemo, po drugi strani pa z istim delovanjem lahko ogroža. In tukaj imamo zelo pestre vrste na Goričkem. Imamo velikega skovika, smrdokavro, upkači pravijo, zeleno žolno, pa celo paleto, rjavi srekoper je tak tipičen predstavnik. Se pravi, lovil bo po odprtem, uporabljal bo preže in ravno ta mozaična kulturna krajina mu omogoča, da je tukaj lahko v res velikem številu. Sigurno pa je ena taka atrakcija, edino mesto v Sloveniji, kjer spet živi zlatovranka. Ravno ta nižinska kulturna krajina Goričkega je omogoča, da tukaj najde še dovolj hrane. To je specialist lova na velike žuželke in v kmetijstvu se dogaja toliko sprememb, da ta hrana izginja. Zlatovranka, a je tudi zlata vrana, kot ti pravimo, je res nekaj posebnega, izredno pisan ptič. Nam lahko poveš kaj več o tej zanimivi vrsti, ki je res prav tropska vrsta praktično? Ja, vsak, ko vidi tega ptiča, si ne predstavlja, da lahko tako pisan ptič živi v Sloveniji. To je verjetno eden najbolj barvitih ptičev v vsaki pozi. Ko sedi, ko leti, potem ima še en tak izredno zanimiv svatovski let, ko vse svoje barve pokaže kot ena taka blestivka. Skratka, ptič golobje velikosti, ki slovi po svojih turkiznih odtenkih, je pa to zelo učinkovit plenilec na velike žuželke, v glavnem tudi manjšega ptiča, miš ujame in ravno to, ta njegov prehranski izbor botruje temu, da vrsta v Sloveniji zadnjič uspešno gnezdila leta 2005. Letos se pa nadejamo, da bo tukaj spet. V bistvu smo zelo veseli, da se ta redkost vrača nazaj v Slovenijo. Zlatovranka velja za duplarja, se pravi gnezdi v duplih. Verjetno pa to ni edini razlog za redkost zlatovranke. Prej kmetijstvo, intenzivno kmetijstvo, uporaba pesticidov in pa tudi vse večja, bom rekel, premena travnikov, izsekavanje mejic in drevja. Ja, prav zagotovo je razlogov, da je ona redka več. Intenzifikacija kmetijstva ima dva glavna razloga. Eno je seveda to intenzivno gnojenje
travnikov, zgodnja košnja, uporaba pesticidov tudi nasplošno v tej krajini. Druga stvar je pa premena teh majhnih parcelc v velike, s tem se ta mozaik spreminja. Ona je imela včasih, ko so bile parcele majhne, ko so ljudje na roko, to vedno ogromno površin primernih za hranjenje, in ta diverziteta skupaj je botrovala temu, da je bilo hrane veliko. Po drugi strani pa tudi gnezdišča. Gnezdišča, se pravi, ljudje stare sorte sadovnjakov opuščamo, tudi recimo naša bivališča so skozi bolj sterilna, včasih so duplari kar nekaj teh, bi rekel, niš najdel tudi v človeških bivališčih. Danes se to spreminja in bi rekel, vse skupaj se sešteva in sešteva se na ta način, da vrste izgine. Pri nas tukaj so se začeli napori za ohranitev te zlatovranke leta 2008 z enim velikim naborom postavitve gnezdilnic. Tukaj je pomurska sekcija Dobsa ogromno naredila. Prišlo je zdaj v zadnjih letih do dogovarjanja tukaj z domačini, kdaj bodo kosili, kako bodo kosili, in smo izredno veseli, da tudi domačini tega ptiča jemljajo za svojega. Je pa dejstvo, da pri osamljenem paru še ne moramo biti prav veseli. En par dolgoročno še ne pomeni veliko. Treba bo to območje širiti in se nadejati, da bomo uspešni. Takole ob koncu oddaje pa je morda zanimivo, da povemo tudi, kako je ta center oziroma ta stavba v Radomljah pravzaprav nastala, sami zametki. Kriva je vaša prva kobila oziroma posebna kobila. Tako je. Kali je moja kobila, ker sva si prečkale pot. Začne se tako, kot se vsaka dobra zgodba začne, skokom čez plot. In ona je dejansko skočila čez plot, čez svojo ograjo, od ograje od sosednjega izbranca svojega, in je prišla domov dvojna. In potem smo mogli prav na hiter, smo rekli, da zdaj bi, jaz sem si vedno želela imeti žrebička, ampak sem vedno želela si, da bi imel prostor, kjer bi lahko se svobodno gibal, kjer bi lahko imel lavštelo, kjer bi šel ven noter, kadar bi hotel. Se pravi, največji približek naravnemu življenju, kako oni lahko živijo v tem sodobnem svetu. In potem smo mogli prav na hiter, ker je bil edini neodložljivi rok rojstva, smo mogli prav na hiter nekaj zbiti. In tako je ratalo to. Ampak predvsem mislim, da je bilo tisto glavno, je bilo to, da ko se postaviš v neko vlogo nečesa večjega od sebe, je takrat, ko se zgodi čarovnija. Jaz mislim, da živali veliko več nosijo v sebi, kot smo mi sploh sposobni videti. In da so utelešena in zelo veličastna bitja, vsaka žival posebej. In da vsaka žival posebej nosi zelo veliko modrost in zaradi vsake živali posebej je nas manj. Tako da izumiranje živali, recimo, na en način ni samo, da prizadane en košček sveta in biodiverziteto tam, ampak prizadane vsakega od nas posameznika. Ker brez ene živali je nas manj in naših izkustev manj. Naše izkušnje so vezane na obstoj vsega živega okrog nas in bolj ko naravo krčimo, bolj opustošeni postajamo znotraj sebe. In to je tisto najhujše, kar je. In bolj ko dajemo možnost živalim, da se izrazijo, da jih poslušamo, da se učimo od njih, bolj živi postajamo, bolj utelešeni smo, bolj postajamo mi kot bitja, katera je vredno, da živijo na tem planetu. Hvala lepa. S to mislijo se za ta teden tudi od vas poslavljamo. Vabim vas, da se nam pridružite čez teden dni. Se vidimo.